Lepo pozdravljeni v Mali galeriji Banke Slovenije na razstavi Kako bomo bivali v prihodnje, na kateri predstavljamo različne refleksije študentov Fakultete za arhitekturo o vprašanjih stanovanjske preskrbe. Vprašanje stanovanjske preskrbe, se pravi, kako priti do strehe nad glavo, je pravzaprav eno naših osnovnih življenjskih vprašanj. Pravzaprav je to vprašanje, ki se tiče samega bistva evropske modernosti, se pravi zadnjih 250 let s industrializacijo, s večjimi migracijami prebivalstva, se vprašanje, kako sistematično priskrbeti populaciji streho nad glavo, pojavlja v vsej svoji gorečnosti. Po drugi strani se tiče tudi množice drugih družbenih problemov, ki to vprašanje sopogojujejo. Vsi ti problemi se nekako stekajo na področju arhitekture, ki nekako v končnici najbolj neposredno v kombinaciji s urbanizmom rešuje ta vprašanja, se pravi, ki jih potem enoti v neko problematiko, kako oblikovati najbolj kakovosten možen bivanjski prostor, upoštevaje vse te zelo razvejane družbene problematike. Razstava Kako bomo bivali v prihodnje zelo neposredno izhaja iz teh problematik, ampak se tudi zelo neposredno naslanja na neke fizične danosti prostora Male galerije Banke Slovenije. Zato je nekako razdeljena v dva glavna dela. Eden je tisti, ki gleda na ulico, ki se tiče tistega zunaj, ki je oblikovan kot okno nepremičninske agencije. To je ponavadi tudi neka naša vstopna točka v ta svet stanovanjske preskrbe oziroma način, kako sami vstopamo v reševanje lastnega problema strehe nad glavo. Po drugi strani je notranjščina tega prostora, ta enoten prostor, uporabljen kot eno tipično 450 kvadratnih metrov veliko stanovanje. Zarisan je tloris in prostor je tudi razdeljen v različne prostore, ki so nekako segmentirani in po neki logiki notranjščine stanovanja, hkrati po tudi neki logiki različnih tem, ki se iz različnih zornih kotov lotevajo vprašanja omenjene problematike. Te tri sobe, te tri osrednja prostora, na katere je razdeljeno tole stanovanje, odpirajo tudi različne problematike, tudi prostorsko. Če imamo tukaj v dnevni sobi na eni strani že omenjeno problematiko starejših in njihove vloge v problematiki stanovanjskega fonda, na drugi strani predstavljamo tudi različne projekte študentov, ki se lotevajo stanovanjske preskrbe v neurbanih, se pravi ruralnih okoljih. Osrednji prostor jedilnice predstavlja še dve dodatni prominentni temi za naš prostor, ki so prenove, kar se navezuje na določeno zastarelost našega stanovanjskega fonda in hkrati potrebo po prenamembi določenih mogoče starejših primerov industrijske arhitekture, kar je povezano s še enim pomembnim tematskim poljem naslovljenim v tem osrednjem delu, ki meri na nove tipologije, se pravi nove načine bivanja. Zadnji prostor spalnice na eni strani naslavlja zelo neposredne problematike mladih oziroma še neke podskupine mladih, in to so študentje. Na drugi strani pa naslavlja nek še starejši problem, skoraj neke kolektivne oblike bivanja. Vendar tisto, kar zelo posrečeno združuje vse te različne tematike, je neposrednost te izkušnje. Se pravi, sami študentje se zelo neposredno srečujejo z problemom stanovanjske preskrbe, ki ga tako skozi te projekte premišljujejo in kot mladi strokovnjaki, arhitekti, in kot sami posamezniki, ki bodo morali oziroma že morajo zelo neposredno reševati ta problem tudi osebno.